Prav, dober dan, tukaj v naši lepi grajski vinski kleti. Prva nedelja v novembru oziroma vinski kulturi oziroma vinogradništvu, vinarstvu in različnim temam povezanim s tem. Vse vemo, da živimo v deželi, kjer dejansko je to že tisočletje del naše kulture oziroma absolutno takšne in drugačne. Aha, nič kot pa, vse v redu. Ni primer, nismo pripravili. Tudi tako, že kot vsako leto smo na to prvo nedeljo v novembru, se pravi pred Svetim Martinom, skupaj z Zavodom za podjetništvo in turizem Mladino Brežice in kolektivno blagovno tango, zato je nami Klemen Mlakar. Letos pa imamo veliko čast, tudi z nami naš dragi Sergej Cesar, ki ima tukaj na suknjiču nekatere pomembne insignije, ampak o tem bo povedal še kaj sam. Eden najpomembnejših slovenskih someljejev in imamo srečo, da živi čisto blizu in da je bil pripravljen to nedeljo sooblikovati z vinarji, v bistvu za vse nas, ki smo tukaj. Potem pa je tukaj še Timotej Pavlin, pri nas koordinator za projekt Intervine, v katere smo vsi partneri, se pravi tudi ZPTM ni, Sergej pa ni, Sergej je pa pridruženi. Se pravi ta del, ki pa tudi tako predstavljamo s tem panojem, pa s tem panojem, pa tudi še nekaj kratkega nam bo predstavil v nadaljevanju. Ampak najprej, seveda, Klemen, par besed. Ja. Lepo pozdravljeni tudi v imenu Zavoda za podjetništvo, turizem in Mladino Brežice. Moje ime je Klemen Mlakar in sem koordinator znamke Brežice iz Drama, kot vidite na tem pingvinu. Znamka združuje nekako visoko kakovostno ponudbo naše destinacije. Ustanovili smo jo leta 2022, upravitelj in lastnik znamke smo pa mi, ZPTM Brežice. Danes znamka šteje 30 ponudnikov, v kateri je prijavljeno vse skupaj oziroma certificiranih 130 različnih produktov. Vina spadajo v prvi nivo znamke, kot vsi ostali izdelki, torej živilski izdelki, rokodelski izdelki ter jedi in pijače postrežene na gostinski način. V bistvu prejšnjo leto smo šli potem na nivo višje in smo certificirali prireditev Dan kruha, vina in salam, ki prav tako poteka v Posavskem muzeju Brežice, tukaj zunaj na prekrasnem grajskem dvorišču. Letos smo pa naredili še stopničko višje in certificirali hišo gastronomije, koga drugega kot Ošterijo Debeluh, in s tem je tudi Jure Tomič postal ambasador naše znamke. Veseli me, da znova to prvo nedeljo v novembru se oblikujemo skupaj z Posavskim muzejem Brežice. Prejšnje 2 leti je dogodek potekal v vodovodnem stolpu Brežice, kjer smo v brezplačnem ogledu vodovodnega stolpa na vrhu ponudili še različno vino oziroma penine. Danes smo se pa zbrali skupaj v tem prekrasnem ambientu grajske vinske kleti. To je na kratko z moje strani. Alenka, hvala za besedo. Najlepša hvala, Klemen. Mogoče še Sergej, če želiš kaj za uvod pred predstavitvijo projekta. Jaz sem edino uvod to, da me spoznajo. Tako, to so mislili. Torej, jaz sem rojen v Trstu, sem po šolanju inženir elektronike, ampak sem istočasno iz družine, ki je bolj umetniška, recimo moj oče bil slikar, smo imeli tudi razstavo tukaj. Moja mama je pela, dobro, ampak to ni toliko važno, da sem jaz nekje imel, kljub temu, da sem inženir elektronike, imel šolanje tudi klasično gimnazijo. Tako da imam en drugačen pristop in potem po delu kot inženir sem potem počasi začel se zanimati za vina, naredil šolanje za someljeja v Italiji, tam tudi 20 let predaval in potem pomagal ustanoviti društvo v Sloveniji in tudi tukaj predavam zdaj naprej. Po dolgem tavanju okoli po svetu sem se zdaj ustavil v
na Čatežu, pardon. Na Čatežu, da se ne užalijo, ne? Drugače bi rekel v Brežicah. In seveda sem zelo rad sprejel izziv, da malo pokažem, kako se vino degustira. In to bomo danes naredili ob seveda prisotnosti vinarjev, s katerimi sem že dogovoril. Ne samo kot degustacija, ampak predvsem me je zanimalo koncept, da se vinarji predstavijo za svojo zgodbo, ker vino je zgodba, vedno bila in še vedno bo. Tako, to je za uvod, hvala lepa. Pa bo pa naš Timotej Pavlin predstavil nekratko naš projekt, se pravi, kjer smo tudi skupaj z ZPTM-jem, ki je veliko posvečen tudi naši kleti. Mogoče celo ste zadnjič prišli v takšno klet, kot je danes vidite, ker prenavljamo še ta en del, imeli bomo tudi manjšo kuhinjo, malo drugačen ta prvi prostor, malo lepšo infrastrukturo, tako da počasi, ne. Upam, da ste že opazili, da smo prvi prostor že malo izčistili, malo preuredili, zdaj pa to nadaljujemo in to investicijo nam omogoča tudi ta projekt. Pa Timotej, izvoli, videl pa lahko sedete v prvo vrsto, jaz mislim pa. V muzeju Vino skozi zgodbo, tudi jaz bom povedal eno zgodbo, povezano tudi z vinom in to bo tudi zgodba o Pilštanskih vinogradih, ampak preden gremo na to, se pravi, ja, projekt Intervine je že Alenka boljš povedala, kot lahko jaz povem o tem, kako bomo to klet uredili, se vidite, se že dela in upajmo, da bo do januarja že to urejeno. Se pravi, ta naš projekt traja od 1.8.24 do 31.1.27 in predvsem se gre v bistvu za povezovanje kulturne dediščine, vinarstva, vinskega turizma in tako naprej, čez mejni regiji, se pravi, tako v Sloveniji, občina Brežice in na Hrvaškem, se pravi, občina Pušča in grad Velika Gorica. Na koncu bo pa cilj, namen projekta je, da nastane ena skupna čezmejna destinacija, ki bo povezovala kulturno dediščino in vinski turizem in del tega bo tudi ta naš preverjen prostor, kjer bo bila v bistvu možnost za marsikaj drugega, tudi na vse zadnje za predstavitev te bogate vinarske, vinogradniške dediščine Posavja. Partnerji pri projektu smo pa jasno Posavski muzej Brežice, potem grad Velika Gorica, občina Pušča, Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, naš ZPTM, ki smo ga že danes omenili, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, potem obrtniško učilišče iz Zagreba ter turistička zajednica Zagrebške županije, ki je tudi vodilni partner. To je to, kar se projekta tiče, še ima še kdo kakšno vprašanje lahko vprašate. Še ne gremo pa zdaj na ta drugi del te predstavitve, ne bom dolgi, no, zato da gremo potem na Sergejev del. Bomo pa govorili par besed o enih zapuščenih vinogradih pri Pilštanju, to je nedaleč, 30-40 km proti severu. Prva stvar, se pravi, za zračno-lasersko skeniranje, mogoče ste že slišali, to se pravi, to, kar zdaj v Amazoniji, v džunglah odkrivajo različna mesta, kakšni dokumentarci so dosti pogosti o tem. To je tudi pri nas prosto dostopno in jaz sem pri Pilštanju odkril neki, v bistvu v prvi vrsti nisem vedel, zakaj gre prvo, ko sem odkril, vidimo pobočje nekega hriba, kjer so nekšne takšne linije gor pa dol in neke, kar izgleda kot porušene zapuščene hišice. Potem sem malo si zgodovino tega prostora šel raziskovati. Tule imamo v bistvu izrez iz francizejskega katastra, to se pravi kataster izgleda približno 1825, to je ta trg Pilštan in zraven vidimo te rdečo pobarvene, upam, da se v redu vidi, površine, ki so bili vinogradi. In napisano odzgori Terška Gorca, da poznamo Trško goro pri Krškem, pri Novem mestu, tudi pri Rogatcu in tako naprej. Hkrati na sodobnih zemljevidih se pa ta hrib imenuje Vina Gora in že samo ime pravzaprav pove, za kaj gre, ne. Pol, ko sem brskal malo čez knjige, sem ugotovil, da pri Pilštanju so leta 1412 prvič omenjeni vinogradi, opuščeni pa verjetno okrog leta 1900 po Trtni uši in so se v bistvu v najem devali po gorskem pravu, dokler je bilo to aktualno. Zdaj ne bomo preveč o zgodovini prava govorili, ampak gre se za to, da so v bistvu v srednjem veku neka področja malo bolj strma, malo bolj odročna, plemiči, ki so bili lastniki te zemlje, devali v zakup ali kmetom, ali meščanom, ali pa drugim plemičom,
za to, da so obdelovali tale področja. Običajno so vinogradi bili na takšnih strmih področjih in potem v bistvu v 16. stoletju se je pa zakonodaja počasi bolj zapisovala in tudi v bistvu v Posavju je za Kranjsko so prevedli te gorske bukve, leta 1582 je to naredil vikar Andrej Recelj, se pravi na Raki. O teh specifikah prave ne bomo govorili, najpomembnejše je to pa, da v bistvu niso smeli vinogradniki bivati v teh gorcah, ampak so mogli imeti domovanje drugje in do sredine 19. stoletja ta zakonodaja veljala, zemljiško odvezo je pa to ukinjeno. No, v glavnem vrnemo se nazaj na Pilštan, to je današnji pogled na to, v bistvu Pilštansko cerkvico, ta vinagora, ki je bila še v bistvu 200 let nazaj polno vinogradov, vidimo, da je danes v bistvu vse zaraščeno, to, ko se veliko govori opuščanje podeželja, opuščanje starih vinogradov in tako naprej in očitno gre tudi tem za ta primer. Zdaj spet se vrnemo k tem digitalnemu modelu, vidimo te črte dol po hribu in ostanke hišic. Zdaj zeleno so te črte, suhozidi neki označeni, z rdečo ostanke hišic. Če dovolim preslikamo na franciscejski kataster, iz 200 let nazaj, vidimo, da se te črte, kjer so označeni suhozidi, v bistvu sovpadajo v grobem vsaj s parcelnimi mejami na franciscejskem katastru in hkrati te v bistvu ostanki hišic sovpadajo z hišicami, ki so vrisane tudi prav tako na franciscejskem katastru. Tam so sicer lesene, bomo videli kasneje, da te ostanki vrisane rumeno, kar pomeni, da so lesene, današnji ostanki so po večini kamniti. Zdaj bomo dve stvari pogledali, enko in dvojko. Enka je v bistvu en izmed teh suhozidov, upam, da se vidi koliko v redu, v bistvu eni ogromni kupi kamenja, ki so nametani v bistvu prav na to parcelno mejo. Se pravi, verjetno, ko so vinograd le prvič posadili, verjetno že v 14. stoletju, so v bistvu to zemljo, se pravi, spucali, večje kamne dali na kup, se pravi, med dve parceli in v bistvu tam so te ostali še od srednjega veka, zelo verjetno tudi parcelne meje se niso bistveno spreminjale, sploh ne vinogradov. To gor na teh suhozidih je kar precej bilo nekih črepin, keramike, stekla. Mogoče izpostavimo tali košček, tisti, ki poznate naš muzej, razstavo, se pravi, z žico in čašo po Posavju, se mogoče spomnite, da je en takšen krožnik z istim okrasom pravzaprav tudi gor razstavljen. Gre pa so to neka taka beloprstena keramika, tovarne tega so bile južno od Celja, nemški dolni boje, tam od 1820 pa do konca 19. stoletja. Se pravi, verjetno je s tem tudi ta košček povezan, se pravi, vsaj nekak sredino 19. stoletja lahko računamo, da je tam bil odložen in to steklo se tudi verjetno s klozijanskimi glažutami lahko poveže, ki so bile tam od 18. stoletja naprej. To, še par drugih kosov, spet nek jušnik, nekih razbitih drugih kosov in še en steklen kos, ki je pa zelo verjetno bila steklenica in veliko takšnih steklenic so tudi te glažute na Kozjanskem proizvajale za v bistvu mineralno vodo iz Rogaške Slatine. In to je verjetno ena izmed teh. Zdaj, zakaj je tako velika količina tega materiala bila gor na suhozidu, nekega dobrega odgovora za to? Saj jaz še nimam, ena možnost je, da so pač smeti, odpadke gor metal, ker prek itak niso hodili. To je mogoče še najbolj verjetno, no. Je pa zanimivo, ker nam marsikaj o tem pove. To, druga točka so pa te zapuščene gorce. Tale je v bistvu še, vidimo, še dosti stoji. Od domačinov sem potem zvedel, da so še po drugi svetovni vojni to kot vikendico uporabljali, potem kot druge so pa v bistvu takšni kupi ruševini, kot jih tlele vidimo. Zdaj v ruševinah, ene izmed teh, sem tudi najdel precej tega materiala, spet ta beloprstena keramika, take podobne krožnike imamo tudi gor na razstavi. En kos neke glazirane keramike z nekim napisom, ki ga v bistvu ne znamo prebrati, nihče ga še ni znal prebrati, koliko sem kazal. In kar je mogoče najbolj zanimivo, en kos steklene žlindre. Se pravi, žlindra, vemo, odpad pri pridelavi stekla, da steklena žlindra, verjetno neka povezava z glažutami, mogoče je kdo, ki je že v tej gorci, kadar je bilo manj dela v vinogradih, tudi hodil delati v glažute ali pa kakšna povezava, pravzaprav pa ne vemo, no. To in potem sem še od domačinov dobil fotografijo, ne ve se točno, koliko je stara, ampak se lepo vidi v bistvu te vinogradniške parcele, ko so bile še, v bistvu še niso bile pod gozdom in takšne linije, ali vidi se vidi približno. In še te, kjer so zdaj te suhozidi, v bistvu so tudi, v bistvu da grmovje raste na njih, no. Tako, se lahko, če primerjamo s tisto sliko, ki smo na začetku vidimo, koliko je v bistvu ta vinogradniška krajina se zarasla in tako naprej. Se pravi, en konkreten primer zaraščanja te krajine. To
je bilo pa verjetno potrtni uši, so v bistvu ta vinograd, kot velik vinogradov v Sloveniji, je tudi ta bil pač uničen zaradi trtne uši, ga verjetno niso še obnavljati, ker leži precej zahodno, je panonski topel zrak ne sez še več dotle in tudi ni tako zelo primeren prostor za vinogradništvo. Poleg tega je bilo pa cestno mreže že toliko razvito, da so si Tržani lahko prvo uvažali vino, po drugi strani pa Pilštan v tem času že bil pač v zatonu, prebivalstvo se je zelo zmanjšalo v zadnjih 100-200 letih in verjetno to so razlogi, zakaj tega niso obnovili, medtem ko kire druge pa so. To je to, hvala za pozornost, zdaj ne vem, kak smo s časom, mogoče eno vprašanje, potem pa predam besedo Sergeju. Če ni vprašanje. Ja, je. Mene zanima, čigava je zdaj ta zemlja. To je pravzaprav ne vem, pač te parcele po mojem imajo še različni lastniki v lasti. Una Gorca, ki je bila v bistvu vikendica po vojni, so kupili neki, sem se pogovarjal s tem gospodom, pa pravzaprav ne vem. Mislim, da je razdrobljeno več različnih lastnikov, bi pa mogel preveriti. No. Tam en gospod mi je kar par teh lastnikov naštel, ki so še pred vojno imeli, ne vem pa, koliko se je še to obdržalo. No. Ja, tako, nimam točnega odgovora. Po mojem več lastnikov. Aha, prihaja. Dobro. Torej, jaz ne bom razlagal degustacije tukaj, ampak direktno z vami. Predtem pa, ker govorimo o zgodbah vinu, jaz mislim, da vino je, sem že prej povedal, zgodba, ki zaobjema vse, ne samo vino, človeka, ki je to naredil, v katerem ambientu naredil, v kakšnem okolju, to vam bo pa vsak od, nažalost, samo 3 vinarjev povedali vsako svoje. Vsako svojo zgodbo povedal, jaz bom pa potem iz vami, vi boste dobili vsi eno vino, ni važno katero, bom naredil degustacijo, da boste videli, kako to izgleda degustacija enega vina. Ob tem, da vi istočasno imate isto vino s mano. Ko bo to končano, se bomo pogovorili še, potem boste imeli pa prosti shod proti vinarjem, kjer boste dobili vina, pokušali tudi ostala vina. Prej bomo pa samo eno poskusili, zaradi tega, da se naučimo, oziroma da vam pokažem predvsem, kako se o vinu govori in kako se degustira. Zdaj se bomo pač približali. Tam je. Predstavil vinarje, ki so pristali na to, da se bojo pogovorili o sebi in o svojih zgodbah, kako in kaj so prišli do tega. Nas ne zanimajo trenutno, katera vina so. Nas zanima človek. Ker vino in človek sta popolnoma vezana eden na drugega in ni vina brez človeka. A tudi človeka brez vina, veš, ne. Ne povsod. Torej, evo, prva stvar, Pinterič, gospod Pinterič, Ferdo, bo povedal nekaj o sebi, oziroma o svoji zgodbi. Ja, ok, hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav vsem, dobro večer. Se opravičujem tudi za mečkano zamudo, ker sem malo pobrkal ure in sem mislil, da je ob 6, ampak evo, mislim, da ravno pravi čas sem še tu. Tako da, evo, rekel, naša družina ali pa naše vinogradništvo se nahaja na Sromljah, enako kot tudi od mojega kolega Janka Matjašiča. Zdaj Sromlje, jaz upam, da več ali manj poznate. Sromlje so pač en tak lep pričevna cvet z lepimi vinogradniškimi legami. Bom rekel, samo to območje je tudi zelo dobro osvetljeno z soncem skozi vse leto in tudi po uradnih meritvah, ki jih izvaja Agencija Republike Slovenije, kjer je tudi ena od mernih postaj, je to eden od najtoplejših kontinentalnih krajev v Sloveniji. Sej, bom rekel, mogoče to velja celo za malo širše območje, se pravi za celo to orlico, bom rekel, razpotegnjeno tja do preko Pišec do Bezeljskega. In iz tega razloga so tu tudi, bom rekel, dobri pogoji za
vzgojo in vinske trte in predelavo vin. Tudi sam ime, če lahko mogoče nekaj besed o tem, tudi samo ime Sromlje, baje izhaja iz tega osončenja, namreč prvotno naj bi to ime bilo Svaromelj po poganskem ali pa slovanskem bogu Svarogu, ki pa je bil v bistvu bog ognja, bog sonca. In se pravi, vsa ta zgodba se pravi povezuje, nakazuje na to, da dejansko imamo tu res tiste neke idealne pogoje za vzgojo vinske trte. Zdaj, res je tudi seveda to, da se klimatske razmere, kot sami veste, iz leta v leto spreminjajo, oziroma smo priča temu, da se je nekaj zadnjih desetletij dejansko klima spreminjala v to smer, da imamo vedno toplejše poletja, vedno toplejše jeseni, se pravi več sončnih dni v letu, kar je pripeljalo tudi do tega, da v bistvu sedaj nimamo več čas trgatve, recimo takrat, kot je bil pred, ne vem, 40 leti, ko smo to počeli konec oktobra, recimo, ali pa vsaj od sredine oktobra naprej, ampak je to zdaj kar krepko mesec ali pa včasih tudi mesec pa pol prej se že trgatve začnejo, tako da tiste zgodne sorte so nekje že konec avgusta ali pa vsaj v začetku septembra je že potrebno iti trgati. S tem se seveda spreminjajo tudi te mikroklimatske razmere in vinogradniki moramo tudi, bom rekel, potem glede na to prilagajati tudi malo sorte in vse ostalo, da, bom rekel, se zadeva nekako izide. No, zdaj pa mogoče še malo več o samem naši vinski kleti. Dejansko, bom rekel, se z vinogradništvom smo se vsaj do zdaj ukvarjali kot, bom rekel, je bil to nek hobi program ob rednih zaposlitvah, ob službi, tako da kljub temu obdelujemo ali pa smo do zdaj obdelovali nekje dobra 2 hektara vinogradov, to je okrog 8000 trt, z precej različnimi sortami, tako rdečimi kot belimi. Se pravi, od rdečih sort smo predvsem, rekel, najbolj številčno zastopana je modra frankinja, nekaj je še vedno tudi žametne črnine, ki je bila včasih, bom rekel, nekako najbolj pogosta sorta, tudi v tem bizeljsko-sremiškem vinorodnem okolišu, in pa kot eno noviteto imamo v zadnjih letih še sorto Dornfelder. To je pa mlajša sorta, ki izhaja iz Nemčije, se pravi Nemški inštitut. Na Nemškem inštitutu za vinarstvo in vinogradništvo so z križanjem različnih drugih sort prišli pač do te ene nove sorte, kjer je bil ta gospod, ki je to napravo, se je pisal Dornfeld, zato se po njem tudi ta sorta imenuje Dornfelder. Je pa zanimiva, jaz sem tudi prav iz tega razloga danes prinesel pač rdeča vina, se pravi modro frankinjo, ki je od rdečih vin nekako najbolj tipična za nas, in pa ta Dornfelder, ravno zaradi tega, da mogoče tudi malo okusite razliko med temi dvemi sortami. Se pravi, frankinja je tista tradicionalna sorta, ki je tudi po ugotovitvah izpred nekaj let nazaj Nemškega inštituta celo avtohtona slovenska sorta, se pravi, ta sorta prav izvira, je njena domovina Slovenija, na kar smo seveda lahko zelo ponosni. No, medtem ko je pa, in je, bom rekel, frankinja pač je tipično vino, ki ima pač malo više tanine, se pravi, rabi tudi mogoče nekaj časa dlje za dozorevanje, da se, rekel, te tanini in kisline, alkoholi, da se to ugladi. Medtem kot ta Dornfelder je pa v bistvu pa, vsaj po mojem okusu, kar eno tako nasprotje frankinje, kjer ima pa veliko blažje tanine, malo drugačen tip kisline in je, bom rekel, tudi
že mlajši, se pravi, ne rabi toliko zorenja, že mlajši, kar zelo zanimiv, prijeten za pitje. Mogoče malo spominja celo na tisti, ki poznate bolj Belo krajino, mogoče na to mlado Portugalko, se pravi, malo mogoče bi lahko neke vzporednice potegnili. No, če pa še malo omenim bele sorte, belih sort imamo v te naše sestavi še večje število, najbolj zastopan je Laški Riesling, potem imamo Chardonnay, beli Pinot, rumeni muškat, traminec. Mogoče komentar preveč, pa bom to potem pokomentiral. Imamo pa zdaj pa še dve novejši sorti, to so pa tako imenovane interspecifične, se pravi odporne sorte, to je pa Solaris in pa Sauvignon Gris, ki so pa, bom rekel, zanimive pa iz tega vidika, ker je praktično to vino skoraj, pa ne skoraj, je ekološko predelano, ker dejansko ne rabijo škropljenja proti oidu in peronospori in so odporne na te bolezni. Mogoče sam še to, če pokomentiram preveč. A možno potem? Ja, sam stavek še. Rajši potem. Ja, bom rekel tako, veliko bolj enostavno bi bilo kletariti, če bi imeli samo 2-3 sorte. Tudi manj stroško z prodajo in tako naprej, ampak nekako, ker se s tem ukvarjamo, bom rekel, ljubiteljsko, butično, nam je pa tudi všeč, da recimo, če pridejo k tam ljudje na poskušeno, da imaš en kar velik, bom rekel, asortima vin, ki jih lahko ponudiš za degustacijo, se pravi, da ne končaš pri 2-3 sortah, ampak lahko ponudimo tudi 5-6 ali pa 8 sort, recimo različnih. Evo, se upravičujem, če sem bil malce dolgo, hvala lepo. Lepo, zdaj smo dobili smo pogled v dušo vin, ki nam je zdaj predstavil. Ampak važno mi je bilo, da človeka razumemo. On je delal. In skozi vino, skozi kozarc vina, pravzaprav se srečamo s človekom. Zdaj bi pa, kot sem rekel, pokazal, kako se pravzaprav degustira vina. In zato vas povabim, da vsak vzame en kozarc vina, ki je imamo vsi enako, kot vsako stvar začnemo videti. Mi smo vidna, ko zvane, vizualne živali, v glavne je vse podatke, kar jih imamo v splošnem življenju, dobimo preko vida. Šele potem pride na površje problem pokusa. Ampak prva stvar vidimo, tistim se marsikaj lahko zve. Je pa dejstvo to, če mi lahko skozi vino karkoli spoznamo, skozi vid. Ja. Namreč vino ima svoj jezik. Vino nam pove o sebi vse. Problem je, da mi tega jezika še se nismo naučili, zato se moramo ga pač naučiti. Kaj nam sploh vino, vid pove? Barvo seveda. Barva lahko je različna med belimi in rdečimi, bomo imeli različne njanse, različne barve. In te barve ne bojo povedali, predvsem sorto. Druga stvar, kar nam pove, lahko je tudi, ko pogledamo vino in vidimo, če je čisto ali čisto, kako je vinar to vino predelal, da je prišel do takega. Tretjič, kakšna je življenjska doba vina. Se lahko skozi barvo razume, ali je vino mlajše, ali je vino starejše. Ob daljšem analizi, vidni analizi, lahko gotovimo tudi počasi en del, odkot prihaja. Ali prihaja iz kontinentalnega območja, ali prihaja iz mediteranskega območja, ali je v morju, ali ni.
Vse to že lahko vidimo, ampak to je stvar česa, treninga in nekoga, ki ti počasi pomaga, da razumeš jezik vina, s katerim on nam pove o sebi, kakšno je. No, in kar držimo, vsi vidim, večinoma, ja, noben ne zgreši, kako držimo kozarec, ne? Torej, glavne kozarci za degustacijo in za pitje so na peclu. Da bojo, idealno so, da so čim tanjši. Spet, zakaj? Jaz imam eno napako, da vedno vprašujem, zakaj. Iz tega razloga, ker če nekdo razume, zakaj, oziroma lahko odgovori, razume. Drugače pa težko samo povedati in ne razumeti. Jaz hočem, da vino razumemo. No. Torej držimo tako prvič, zaradi tega, da imamo prste daleč od nosa. To je prva stvar. Ker jaz sem lahko se zdaj umil roke, pa držim tako, pa bom vonjal ne vino, ampak milo. Torej, to je prva stvar. Drugo, da nas segrejemo, da pustimo, kot je. V glavnem je to tvoje. No, je kakšen vic potem še zraven, pa tega bi lahko potem posebej povedal. Torej, vino gledamo tako, da vidimo, če je barva, nažalost, evo. Imamo belo podlago, pogledamo vino. Vi nimate nobene podlage, samo dve. Lahko pogledamo, kakšna je barva. Ne samo kakšna je barva, pa tudi kakšne so nianse barve v obrobu. Tiste nam bojo dali določeno podatke tudi o vinu, predvsem tudi o staranju vina, oziroma o njegovi dobi življenjski. Se veste, vino je kot človek. Se rodi, raste, dozoreva, dozori in potem počasi propade. Odvisno od vina, kakšne sorte, kako je predelano, tisto bomo pa tudi, koliko časa bo lahko držalo. In koliko časa od trenutka, ko dozori. Mi upajmo vsakokrat, da bomo vino pokušali, da je v najboljšem stanju, sprej proti dozorevanju. Lahko je tudi dozorelo, to so potem starejša vina. To je tisto, kar pa vidimo potem zdaj. Druga stvar, kar vidimo, če vino, če pogledamo proti luči, zdaj rdeče vino je malo težko, kako je čisto. To nam pove potem kaj. Ali nas sploh zanima, če je čisto, ne? Seveda nas zanima, ker če pomislite nekaj, bo tam dva kozarca vode. Ena čista studenčica, druga ista studenčica, samo malo motna. Katero boste zbrali? Čisto. Vizualno me bolj privleče čistoča. In zato vedemo tudi v vinu čistoča. In ga bomo pač definirali kot do definicije kristalno čisto. Dobro, pri rdečih vinih malo težje videti to, ampak to je tisto, kar vidimo, v glavnem vidimo. Za zdaj ne bomo, oziroma danes smo samo trije, tukaj v malo podaljšal. Ker sem mislil narediti pri prvem predstavitvi, sem mislil narediti samo vidni del. Ampak obstaja še vonjavni del in obstaja še okusni del. Kjer vonje zaznavamo in potem pri okusu še kus. Bom malo podaljšal in bom šel že na vonj. Vonj boste v glavnem, koliko je vonja, kakšna je intenzivnost vonja. To lahko. Nobenega obračanja vina še, nič vrtenja, pustiti mirno. Zakaj? Zaradi tega, ker hočem vedeti to pri tem kozarcu ali pa pri drugem kozarcu, pa pri nekom tretjem, ki ima isto količino vina vse noter, bo samo tako zvedel, kolikšno je količina vonja, se pravi intenzivnost. Kateri vonji si jih imamo potem pogledati. No, intenzivnost me zanima tudi zaradi tega, ker pač vidim, kakšna bo, to mi že pove, kakšno bo vino, ali bo blažje vino, ali bo že malo bolj močno vino. Ne? Tudi to že zmoremo.
No, in ob mirnem kozarcu povonjamo. Dobimo, koliko to vino je, bi lahko rekel, že intenzivnega vonja. Zdaj, temperatura bo lahko tudi spremenila na malo, ne, pa mislim, da imamo temperaturo ravno prav. Intenzivnega vonja. Ampak, zakaj me to zanima? Zaradi, ker to mi bo povedalo tudi tipologijo morda, pa tudi kakšna je kakovost vina. To je pa malo težje. Vsekako bomo tudi to dali skozi. Naslednja stvar so pa, kateri so vonji. Zdaj tukaj ostane vedno tista dilema, ki rečejo, sommelier se izmišljuje, ker najde, ne vem, 5-10 različnih vonjev, to se vse izmišljuje, odkot to greš. V bistvu, ali pa tudi rečejo, ima vonje, zato ker je vino, vinograd, oziroma ob vinogradu je, ne vem, breskvi so, pa zato ima vonj po breskvah. Ne. Nima upravka nič. Vino ima svoje vonje. Problem je to, da mi nismo navajeni na vonjave. Se jih bomo pač naučili spoznavati. Mi približno različnih vonjav okrog 10.000 spoznamo. Vseh, dobrih in slabih. Tudi razne smrade spadamo pod vonjave. Živali, dosti več, žen pes, ne vem koliko več vonjav. Da ne govorimo o nekaterih metuljih, ki spoznavajo vonjave, ne vem koliko, ogromno. Zakaj metulji? Zakaj pravzaprav živali, pravzaprav prva stvar, zakaj mi nismo več navajeni na vonjave, da bi jih tako spoznavali? Zaradi tega, ker jih ne rabimo življenjsko. Živali rabijo vonjave življenjsko, zato, ker preko vonjav si najdejo hrano, mi si jo ustvarimo, pridelamo. Živali ne. Drugič, predvsem, skozi vonjave najdejo partnerja. In tretjič, skozi vonjave bojo znali, če imajo nasproti sovražnika ali prijatelja. Poglejte psa, boste takoj videli ista stvar. Mi smo zato pozabili, ampak skozi trening pridemo pa do tega lahko, da spoznamo ogromno vonjav. Zato boste kakšenkrat slišali, kje hudiča je našel tega vonjavo, ko je rekel, jaz te ne najdem. Ni problem, da ni bilo, ni problem, da niste navajeni. Dobro, to je trening. Zdaj pa lahko malo pogledamo, kakšne vonjave zdaj si ti, vi poskušate določiti. Vsekako skupina vonjav je sadna. Razno sadje. To je prva skupina. Druga skupina je cvetje. Tretja skupina so dišavnice. Med dišavnice in spadajo vse razne od mete, pa origana, pa cimeta in tako dalje. Torej, to so skupine. Zakaj me to zanima? Zaradi tega, da vidim, da je to vino bogato, ne? Čim več vonjav bo, vino je bogatejše. In če je ena vonjava bogatejše, bo verjetno tudi pri okusu. In od tega bomo potem prišli tudi do okusa. Pred tem sem dal, ste spoznavali kakšne vonjave v teh, recimo sadnih? Meni po jagodah diši. Jagode? Ja. Blizu. Malina, ja. Malina? Ja, se pravi, gozdni sadež je recimo tako zelo splošno. Malina je malina. Robidnica je tudi. Gremo že tudi na drugo sadje, ne samo to. Je tudi kakšna sliva.
Torej, jaz bi lahko še šel našel kaj. Ni, da imajo vsa vina ogromno vonjav, nekatera manj, nekatera več. Ne? Ta je ima kar lepo, lep diapazon vonjav, ampak jaz bi se tukaj ustavil, bi potem prosil naslednjega vinarja, da se predstavi in potem ob njem bomo pa nadaljevali z... Sem Janko Matjašič iz Romelj, tudi prihajam iz Tokoferdlo. Bom vam povedal, recimo, kako sem iz sadjarja stal vinogradnik. Drugače pa uvodoma, tradicija pri naši hiši je že zelo dolga. Ne? Imamo eno najstarejših vinskih kleti na tem območju, ki je zgrajena iz kamna in gline. Letnico nosi pa 1839. Je pa še vedno funkcionalna, še vedno v uporabi. Ne? Zdaj pa tako, jaz sem bil prvo sadjar, jabolke, breskve. In potem imeli smo pa tudi vinograd, tako da dela vinogradu mi glih niso bila tuja. Potem sem se pa poročil na Sromle iz Globokega. Tu so bili pa, ni bila velika kmetija, bolj mala, ampak imeli so okrog 2000 trt, ne? In nikoli niso bili tukaj zagreti, ker sem tudi jabolke posadil še gor, pa prej sem že imel v Globokem breskve, nikoli toliko kot za vino, ne? Vedno bilo neko naporno iti sadovnjak. Vinograd pa, tudi babica še zdaj je stara 87 let, pa še vedno z veseljem gre vinograd. No in zdaj bom povedal, kako se to dogodilo, ne? Pričela so se ta vinska ocenjevanja. In jaz sem tak čisto neizkušen vinar, oddal več vzorcev na Bizeljsko, je bilo eno tako večje ocenjevanje, tudi do 450 vzorcev je bilo tam naenkrat. In med njimi sem imel tudi renski rizling. In ta renski rizling je kljub moji neizkušenosti zelo dobro uspel in je bil lepo nagrajen, srebrna medalja, ne? To je bilo bum za tisti cajt, ko so bolj priznanja padala pa tak bronaste medalje. Ne? In skozi pokušino tega vina sem pol doživel čist nekaj druga kot pri sadju, ne? So me potašali, Janko, prva liga, recimo, pa taki komplimenti podobni in to, in mi je takoj malo, bi rekel, srce zaigralo, ne? Bolj. Recimo jabolke so rekli, se gre v kompot, gre v štrudel, pa breskve, se ni važno, ne? Glavno, da je cena primerna, pa tak, ne? No in pol sem še naprej, tako, nisem imel pa neke volje do vinogradništva prevelike, ne? Pa veste zakaj? Zato, ker za jabolka primer sem dobil jurja z iste parcele, za grozdje pa 300 samo. Eno tretjino bi rekel, ne? Tako je bilo cenovno, ne? In me je bolj vleklo na sadjarstvo. No, ampak počasno sem začel razmišljati, pa smo ga tudi med prijatelji tako se dobivali, pa kako spili, pa jim je bilo vino všečno, pa tak, ne? In sem prvo s težkim srcem posekal prvi sadovnjak, pa sem dosadil še trte, ki je bilo samo 2000. Potem sem še breskve posekal čez par let, na to sem kupil še eno parcelo, pa drugo parcelo, tudi zdaj pred par leti sem še tretjo parcelo kupil, magar sem že malo bolj v letih, tako da sem zasadil, z 2000 imamo zdaj, nimamo ne vem kaj, imamo okrog 10 000 trt, ne. Imamo pa tudi različne vrste, od belih, recimo laški rizling, beli pinot, sauvignon, rumeni muškat, traminec, kaj še imamo, sauvignon, rdeče imamo pa žametno črnino, modro frankinjo, Dornfelder. Je pa večina naših, bi rekel, več kot tretjina naših vinogradov sem zasadil z rumenim muškatom. Ta se mi je nekako najbolj srcu prilegel in se tudi najbolj potrudil okrog njega, rečim grozdje, vse naredim, da bo čim bolj rato, hladim, maceriram, tako da njega imam več kot eno tretjino vinogradu, ne? In mi je tudi, bi rekel, en paradni konj naš. Drugače pa še, no, tudi tale Dornfelder se dobro prijel. Bi rekel, trudimo se, da predelujemo večinoma kakovostna, pa tudi vrhunska vina. Če je ugodno leto, tudi kakšen predikat. Drugače pa vsako leto stremimo večji kakovosti, ne.
Ne vem, kaj bi še povedal. Prodaja gre, cene so kakšne so, stremimo k tem tudi, da bi boljše cene dosegli, predvsem to, ne? Če se že trudimo toliko okrog tega. Tako da bi rekel, naša vizija je ne količina, ampak kakovost. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, slišali smo drugo zgodbo. Vidite, kako se vino pretaka iz ene zgodbe v drugo. No in daj, ker že smo nekaj poskusili, ne bomo pa videli, pardon, na okus bomo šli. Isto pa je malo bolj bogi smo, glede okusu. Imamo 4, ne? Slano, sladko, kislo, grenko. Konc? Dobro, danes po novih znanjih, ne toliko novih, imamo malo več okusov. Eden se imenuje umami, ki je nekaj čudnega, bolj splošnega, nekaj slastnega, ni pa ne slano, ne sladko. To je pa umami. Ne bomo povedal, kje boste našli umami. Gremo o okusu. Zdaj pri okusu, kaj pravzaprav smo rekli, imamo tiste samo 4. Ne? Bomo čutili svežino, če imamo kisline, bomo čutili mehkobo, ki bo nam dala, kdo nam bo dal mehkobo, eventualni sladkor, če je v vinu, alkohol in polialkoholi, to so tisti višji alkoholi, ki so veriga različnih alkoholov skupaj, ampak to je zdaj kemično, ampak kako to čudite? Eden od teh polialkoholov je tudi glicerin ali pa glicerol. Glicerol čutite, da je mehkobo, če imate glicerol. Mazilo za ušnice, v katerem je glicerol noter. Čutite, da je skoro nekaj malo pol sladkega, nekaj, ki mi da mehkost. Potem imamo še mineralnosti, ki nam bojo dali eventualno proti slanosti. Ja, tisto je že manj. Tisto bi bo zelo dosti pomagalo v tem, da bom pri vinu razumel, odkot prihaja. Kakšen teren je bil, ko so sadili to. Kakšen je, še vedno. Vsak teren bo dal drugačno karakteristiko vinu. Nekateri bojo dali bolj vina bolj krepka, drugi bojo dali vina, ki bojo blažja. In to bomo čutili eventualno pri mineralnosti. Zdaj pa, kar imamo pa rdeče vino, imamo nekaj novega in to so tanini. Tanini so, bi jih najbolj čutili, kadar imate nekaj, ki vas veže. Tanini kaj naredijo, da vam posušijo usta, enostavno, oziroma jezik. Če imate vino, ki ima malo taninov, jezik se, mi imamo v ustih, imamo stalno slino. Tista nam pomaga, da ostane isti način, drugače se nam zdi, če je suh jezik, je obupno imeti suh jezik. Rabite nekaj tekočino, če nimate svoje sline. In tanini kaj naredijo? Zaprejo slino. In zaprejo slino in na ta način imate bolj suh jezik, tako ga čutite tanine. Če so zelo močni tanini, so tisto, kar veže, in to poznate tepke, in poznate kaki. Nezrel kaki, kakšen je, stisne usta. Tepka isto tako, nezrela, grozno. To je tanin. Ampak to so ekstremi, logično. Tukaj te v vinih ni toliko, ampak so. Ti pa dajo tudi strukturo vinu, težino, telo. Vse skupaj to, kar smo vzeli, vse skupaj daje telo. To telo vino bomo čutili kot nekaj polnega. In kaj nam pomeni potem to? Kaj nam pove? Enostavno, da je bilo dosti v grozdju sestavin, ki so potem prešle v vino. In mi dajo tole moč, tole občutek telesa vina.
Nekatera vina so kot človek tanki, nekatera so pa kar lepo krepka vina. Ne? In to veste sami, da krepki vin boste manj spili, ker vam je dovolj en kozarc. Oziroma pravzaprav jaz bi rekel, da povsod vedno dovolj en kozarc pri hrani. Ker bomo govorili tudi nekaj malega, bomo omenili tudi o hrani in vinu. Na koncu, ki so pride do konca. Ne? Torej to potem pokušamo, zdaj lahko pokusimo, pa bomo videli, kaj bomo čutili. Čutite svežino? Na vino sveže. To so kisline. Ne govorimo nikoli o kislinah, ker to ni prijetno nekomu govoriti o kislem vinu. Se nam ne zdi, ni prijetno slišati. Ampak če rečem, da je sveže vino, pa to je pa še prijetno. Je bolj prijetno, ne? Svežino čutite in kako čutite. Zdaj vam je ostalo polno sline v ustih. Ko ste požrli, kar nekaj polno sline. To je svežina. Svežina naredi to. Mi pomaga, da se oziroma izzove slino. Vse veste dobro, ne? Če bi nekdo zraven vas je limono, vi je niste jedli, pa boste začeli sliniti. To je malo Pavlov refleks. To je to, ne? Torej, to, tak občutek imate te svežine, nekaj svežega. Če vino ne bi imelo kisline, bilo za nič. Rabi kislino. In še nekaj drugega. Kislina pomaga, da vino zdrži svojo življenjsko dobo. Kdor vino, katere karakteristike vina so tiste, ki pomagajo, da vino zdrži dalj časa svoje življenje. Alkohol, kislina, svežina in tanini. Malo tudi mineralnost, malo manj. To so te tri, ki zdržijo, potem zdržijo vino. Ponavadi rdeča vina trajajo del ukrbela, ravno zaradi taninov. To je to, zdaj smo prišli do kusa. To vino je, tanino ima kar lepo, samo ti tanini niso niti tako grobi, ker tanini so lahko grobi, da vas vežejo, ne vežejo, ker jih je dosti, ampak ker so surovi. Tukaj pa ti tanini so že malo zaokroženi, da ne motijo. Malo jim še je še malo potrebno, malo časa rabijo, da se malo boljše zaokrožijo. To se pravi, to vino je mlado. Zdaj, bi rad pa samo omenil, kar je že omenil prej, modra frankinja je to. Modra frankinja je tipična, da nima zelo ostrih taninov. Ima tanine, ki so bolj blagi. Moramo biti srečni, da so nam drugi povedali, da je to naša sorta. In naših sort, če govorimo o avtohtonih sortah, je zelo malo. Nekateri mislijo, da so, ampak tisto so že starejše dalj časa na tem prostoru, niso pa avtohtone. Avtohtone pomeni, da so zrasle od tukaj, osnova. Lepo zdrav, moje ime je Zdenka in sicer prihajam iz Gadove Peči. Jaz in pa Ivan Ivan Urbanček je kot partner, imamo približno 8000 štrt vinograda, imela smo že več, 12000, zdaj imamo 8000 in v glavnem pridelujemo cviček, ker Gadova Peč je kot zibelka cvička in je tako, 90% se pri nas proda cviček in se niti ne trudimo delati bela vina ali imamo bela vina, imamo frankinje, ampak v glavnem je pač glavno vino, ki ga delamo, je cviček. Jaz sem bila tudi 4. cvičkova princesa leta 2002 in Ivan je ambasador cvička in pa Vitas vina, tako da nam je to z vinom že tako kar
kar nekaj, no. Mislim, skozi se nam nekaj dogaja z vinom, no. Dvakrat, letošnje leto in pa lansko leto smo dobili tudi priznanje kot županovo vino, cviček kot za županovo vino in pa preteklo leto tudi ta certifikat pač Brežice Selection. Tako da, no, to je to. Zdaj pa ne vem, ali bi vi kaj o meni, ali kaj o cvičku, ali boste vi o cvičku. Bostin cviček. Dobro, no, v glavnem vinograde delamo sama dva. Jaz to brežem, prvežem, vse, kar je zelenih del, tako, 90% sama. Lak srca je tudi moja, evo, Ivan pa pokosi, pa poškropi, kletarmo pa kdo ima cajt. Skupaj nikoli, ali eden, ali pa drugi. Ker če smo skupaj, se hitro žgemo, tako da imamo podeljeno, ali jaz pretakam, ali on pretaka, ali jaz prešam, ali on preša, tako nekako imamo to razdeljeno. Tako da nam zaenkrat tako, kar gre, no, imamo pa poleg te pridalave vina, ker pač od tega vina od 8000 trt se ne da živeti, imamo še dopolnilno dejavnost, tam pa kuhamo pač domače stvari. Tako da glih zdaj imamo koline, danes jutri delamo krvavice, mislim, danes so zaklali, jutri delamo krvavice, tako da, in pa imamo tudi svoje kopune, ki so popravljeni petelini, tako da kot značilnost imamo kopune in pa veliko stvari od Krškopolca, pa veliko suhomesnatih izdelkov od Krškopolca, pa te suhe stvari. Tako da, v glavnem to je to, no. Zaenkrat imamo še volo, delamo, koliko časa pa bomo pa videli. To je to, no. Hvala lepa. Dobro, pa nadaljujemo zdaj, ne gremo na cviček. Bomo imeli cviček tudi, jasno, logično, obvezno tudi tukaj. Smo prišli do okusa in če sedaj združimo tisto, kar smo poskusili tukaj, jaz nisem zdaj naredil kompletne degustacije, ker bi bilo malo daljše. In skupaj čutimo, da imamo telo, pri tem vinu, krepko telo, je vino, ki ima telo, teleso. Primerno. Kaj bo pa primerno čemu? Ja, dobro, to je za hrano pa malo pasneje kaj povedal, ker to je pa čisto druga zgodba. Jaz bi tukaj samo v zgodbo o vini. Predvsem pa vino vezano na človeka. Tisto me zanima, da ko jaz vinom dobim, analiziram oziroma degustiram, vidim kakšno je, pa bi raz poznal, kdo je to naredil. Oziroma, če sem zelo dober, bom spoznal že preko degustacije, kakšen je človek, kako je to bilo. Bom znal, katere postopke je uporabil, ali je uporabil les, se pravi, je dal vino potem v les, v velike sode ali manjše sode, tudi to se bo dalo ugotoviti preko degustacije. Če to. Jasno, da je to stvar treninga in znanja in predvsem enega šolanja, ampak začetek je pa to. Predvsem pa še ena stvar, nisem nič povedal prej, je tudi malo erotično. Ko vi zaprav date kozarec, vi ste poljubili vino in preko tega poljubila ste poljubili vinarja. In kada imate vino v rokah, imate vedno čutek, kdo je to vino naredil, ko ste ga spoznali, rad bi spoznal vinarja, ali pa sem ga že skoro spoznal preko vina. Pa grajši bi potem imel še voljo, da bi spoznal vinarja. Učim, da potem še lažje, oziroma boljše občutim ta vina in uživam v teh vinih. No, in to smo pa še zdaj skoraj do kraja te degustacije, ne, sem vam povedal kaj. Kaj naredimo zdaj, da zaključimo? Enostavno, moramo združiti vse, kar je bilo. Vidni del, kakšen je bil, a je bil vidni del, mi je že povedal kaj o vonjavah, ja, mi je že povedal, da bo imel verjetno vonjave, ki bojo sadne, oziroma mladega, mlajšega ali starejšega, oziroma bolj zrelega, manj zrelega sadja. Bo že povedal. Potem pri vonjavah bom to ugotovil, a je res to ali ne. Ja. Ko bom pa še okusil, videl, če je kompletno vse skupaj
slično in oziroma logično razmerje med vidnim delom, vonjavami in okusom, pa se to sklada. In ko se enkrat sklada, rečemo, da je vino harmonično. Harmonija, veste točno, kaj je tisti, ki so pevci, točno vejo, ali pa ki igrajo muziko. Kaj pomeni harmonija? Harmonija pomeni to, jaz vedno tako govorim, kot glasba. Pri glasbi je harmonija to. Če imate na orkester, vsi igrajo točno po notah, to se pravi pravilno. Ampak nekje nekdo izstopa preveč. Tisti orkester nima harmonije. Nekaj me moti, zato ker je nekaj, kar ni tisto, kar bi potem celotna glasba mi dala. In bo dala nekaj harmonična, ko bojo vsi dali svoj prispevek na pravem nivoju, pri vinu je ista stvar. Zato potem pravimo, da je vino lahko harmonično ali pa dokaj harmonično. In preko barve in vonjav lahko gotovimo, koliko je staro. Tudi to, ker barva se spreminja, barva v bistvu oksidira in se spreminja posebno pri rogu, ko se pogleda v rogu in vidite, kakšna je barva različna. So njanse, ali grejo proti rožnati, ali grejo nazaj proti že granatni, tukaj bi bilo, to je rubinasta barva, toliko da veste. In nima granatnega odtenka. Če bi imel granatni odtenek, pomeni, da bi bilo zrelejše. Kaj pa, če ni še toliko zrelo, bi bilo vijoličnasti odtenek. To so barve, ki mi povejo tudi že vidno njegovo zrelost. To zdaj ne bom šel dalje, ker vidim, da čakate samo, da boste lahko poskusili še druga vina, ne samo tega. Jaz sem samo poskusil vam povedati, kako mi degustiramo. In to obstaja tudi v šolah, pa tudi mlajši tečaj in tako, da se človek počasi nauči, da potem ni vino samo nekaj, da bom spil, ampak nekaj čuti v vinu, da uživam v njem. Predvsem, ko spoznam tudi človeka in za to zgodbo. To je to. Zdaj pa lahko spijete. In greste potem še na ostala vina.